O domovina. Ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel, tod bodo živeli veseli ljudje. Pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. Spoštovane članice in člani občinskega sveta, spoštovani direktorji javnih zavodov, predsedniki krajevnih skupnosti in vaških skupnosti, predstavniki društev, predsednik občinske kulturne zveze, spoštovani gostje, občanke in občani. V času, ko Slovenije še ni vrisane na zemljevidu, ko Avstrijsko cesarstvo krancem določa način življenja, ko slovenskim izobražencem jezik gladko teče v nemščini in latinščini ter manj v slovenščini, ko svoboda govora ni samoumevna. V času, ko je tisk pod strogim drobnogledom, ko spremembe niso pozdravljene kot dobrodošle, je živel France Prešeren. Veliki umetnik, pionir in domoljub, ki si je upal brez dlake na jeziku jasno izraziti svoje mnenje, obsoditi vse obsojanja vredno, se postaviti ob rob rojakom in oblasti in se boriti za tisto, kar mu je bilo sveto. Slovenski jezik, ljubezen, narod in poezijo. Ti si kriva, ljubezniva deklica neusmiljena, ti me raniš, ti mi braniš, da ne morem spati doma. Ljubezen v pesmi Pod oknem, tema, ki je tako kot večini vir ustvarjalnosti tudi Francetu Prešernu. Neizpolnjena ljubezen do njegove muze, Primicove Julije, je vzrok, da nam je zapustil opus, ki poje hvalnico osnovni človeški potrebi, da ljubi in je ljubljen. Hrepenenje, ki je razjedalo pesnikovo dušo, a ni bilo nikoli potešeno, je narekovalo bridek konec človeka, ki je na koncu ostal sam, zagranjen, a hkrati zapustil nam in prihodnjim rodovom izjemno zapuščino. Njegovi verzi v Krstu pri Savici, največ sveta otrokom sliši slave, tje bomo našli pot, kjer nje sinovi si prosti voljo, vero in postave. Kažejo na Prešernovo srčno željo po svobodi. Želi se rešiti spon, ki nas teži, se otresti tuje navlade, želi si združitve vseh Slovanov v isto državo, slavo, svojim vladarjem, svojim jezikom, svojimi zakoni in svojo vero. Današnja samostojna država Slovenija je uresničitev pesnikove ideje v njegovem najglobjem bistvu. Koliko trpljenja je bilo v Prešernovi duši, koliko boja in poguma je bilo potrebnega, da je zmogel prenesti vsa nasprotovanja, koliko vztrajnosti, da je gojil svojo idejo, nasprotovanjem navkljub, koliko zanosa. Verjamem, da brez njega Slovenci ne bi bili tu, kjer smo, da brez njegovega vizionarstva ne bi imeli tega, kar imamo. Poiščimo v nas samih moč in pogum, da našo ožjo in širšo skupnost pogubno se ustvarjamo v duhu razumevanja, strpnosti, pravičnosti in prijateljstva. Naša dolžnost do zanamcev in tudi poklon pesniku torej mora biti, da edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se vrnejo, otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo, da je oblast in znočast, ko pred spet naša bosta last. O umetniški plati govorijo pesmi same zase, njihovo vrednost so prepoznali v mnogih deželah, jih prevedli v svoj jezik. Prešeren in Čop sta pionirsko pokazala svetu, da niso le preproste ljudske pesmi tiste, ki pritičejo Slovencem, pač pa slovenščina prenese zapletene pesniške oblike, besedne figure, metaforiko in je enako bogata in spevna kot takrat čislane in priznane nemščina, italijanščina in latinščina. Naj zaključim z besedami izjemnega umetnika in kulturnika našega časa, gospoda Poldeta Bibiča,
dobitnika Borštnikovega prstena in Prešernove nagrade za izjemen umetniški opus. Pri Francetu Prešernu sem občudoval čut za vsakršno pravičnost, strpnost, svobodomiselnost, človeško širino in miroljubnost. Pod njegovim vplivom mi je postalo odvratno grbežljivo bogatenje, noro poželenje po oblasti, slepa ubogljivost nad rejenim in krvava strast do vojskovanja. Spoštovane in spoštovani, želim vam Prešeren nadaljevanje večera in ponosno praznovanje kulturnega praznika. Hvala. Košaro mehkih not, šopek ledenih rož na oknu, okito spletena sončna jutra, dišeče dlani med svojimi prsti, podarjata za praznik Agata Trojar in Lado Jakša, zvesta sopotnika medvoške kulture. Agata je polnokrvna Škofjeločanka, ki jo je pot življenja pred leti popeljala dol vodno ob ljubi Sori na Zgornjo Senico. Verjame Neži Maurer, ki je nekoč takole dejala, da drobni opisi povedo več kot velike izjave. Iz drobnih, niti dobro videnih, slišanih, toda natančno občutenih gibov, glasov, barvnih in čustvenih odtenkov tke prosojno feređo svoji in naši duši. Agatino poezijo bo spremljal z oslikano glasbo Lado Jakša, glasbenik, skladatelj, fotograf, samozaposleni v kulturi, predvsem pa zbiralec magičnih trenutkov. Podarjate jih za praznik Agata Trojar in Lado Jakša. Zamrzle iskrice sonca, kot ledeni kristali na puhasti belini. Ali pa snežni drobci večnosti, v srčni utrip neba. So poledenela gaz, nalet izginjajočih sanj in so skrivalnica za mraz. Na poteptanem snegu na vrtna drevesa divjajo svoj vetrni ples. Stopljenim kapljam v zatilju ponujam svoja lica kot navihan deklič, ki v trgovini prosi za bombone. A takrat, ko se grabežljive ročice ujamejo v srež na laseh, se potopim v vihrajoče sape in strune v meni spet oranžno kričijo. Nalahno, čisto po prstih, se veter igra z obcestnim peskom. Dober dež opere drevesa. Nebo pa se purpurno sesede v naročje večera. Kot plezalka v japonskih čajnicah
zazibljem svoj glas v posteljo pravljic za lahko noč. To zimo je sneg pod prezeblo češnjo, kakor stropna freska v Šentjakobski cerkvi. Odtisnjeni angeli se smejejo vsem prišlekom. Izgubljen snežakov šal rdeče drsi med petjem dreves. Košaro mehkih not, šopek ledenih rož na oknu, v kito spletena sončna jutra, dišeče dlani med svojimi prsti. Darja. Črn dežnik, ki zastira poteze na obrazu. Visijo oblaki nad našo hišo. Jaz pa v debeli jopi čepim na vogalu, skrivajoč se pred žvižgajočimi kremplji. Zvonilo je Ave Marijo, midve pa sva se drenjali na okenski polici. Obožala me je po laseh in iz naročja sem jo slišala: Bog se krega.
oči obmoknejo in se v daljavi brsteče bukve zlivajo v nebo. Me po ramenih treplja bleščeče sonce, kot da bi me budrilo. Takrat si v regratovih sencah umivam noge in čakam. In čakam. In čakam. Morda Morda pa le kdo pride. Kakšen večer se nalašč odpeljemo v njen objem. V žumenje miselnih tokov in v rime starih balad na pošvedrani zofi. Zdi se kakor vožnja v polžji hišici ali pa petje na divanu. Zvezde so takrat spet tako blizu, da bi jih lahko obliznila. Vedno bolj sem lačna, notranje mavrice.
od vetra obgrizena ušesa in skoraj otrple prste tlačim med volneno obleko. Kot smetanov priliv na kolaču se vame zliva zaspano polje ter dišijo in dišijo. In dišijo. Ter dišijo pokajoče veje. Tokrat je tudi gas do doma topla. Zavijam se v prejnate sanje. Rjavih poti. In slikam s pozlato okrasne sklede. Stikam po travnatih besedah. Ob deževnih jutrih si ne pridem do konca.
še razpoka krvave pogače. Tone v slutne obrisov tega večera. Tudi v miži bi znala. Čez naključni labirint pograbljenega peska pred našo hišo. Tam izginja koncertni odmev Sore, njen ponorel ples med skalnatimi škrgami, igranje milijontega trilčka večne etide na produ. Šla bi za vonjem aster in prvih hrušk po škripajočih stopnicah, usanjal šepet njenih pravljic in voščila. Dober dan. Zdi se, da v meni pojejo strune, da plavam skozi zvok. Le roke in noge postanejo peruti. In zdi se, da tudi minut in sekund ni več.
Ko se te le s konico prsta dotakne tančica iz zloženke najtoplejših spominov. Takrat. Takrat ti zaželim pa srečno pot. Občinska kulturna zveza Medvode se bo letos že 6. zapored zahvalila podpornikom, ki s finančnimi sredstvi oziroma svojimi storitvami pripomorejo k izvajanju kulturnih projektov in podelila pletenice tudi tistim, ki s svojim delom puščajo pečat na področju kulturnega ustvarjanja. Prosim, da se mi na odru pridružita Franc Plešec, predsednik Občinske kulturne zveze, in Božena Gabar, predsednica Komisije za podeljevanje priznanj na področju kulturno-umetniškega ustvarjanja. Priznanje sponzorjem, donatorjem in drugim podpornikom kulturno-umetniškega ustvarjanja prejme gospodarska družba Savske elektrarne Ljubljana. Priznanje bo sprejel direktor Savskih elektrarn Ljubljana Drago Polak. Na glasbenem področju velja, da tistemu, ki je dano, da ima posluh, ima predpogoj, da se lahko ukvarja z glasbo. Manj je znano, da ima gospodarska družba Savske elektrarne Ljubljana že vrsto let posluh za kulturno-umetniško ustvarjanje. V podjetju podpirajo razne kulturne dejavnosti, od glasbene do gledališke, folklorne in drugih. V preteklih letih je slovensko gospodarstvo zadela recesija. Na srečo družba Savske elektrarne Ljubljana nima posluha za recesijo in še vedno podpira kulturno dogajanje v občini Medvode. Gospodarske družbe s takšnim dolgoletnim poslanstvom podpore na področju kulture so prej izjema kot pravilo in jih je v slovenskem prostoru malo. Zato Občinska kulturna zveza Medvode meni, da je prav, da se jim na primeren način za to tudi zahvalimo in jim podelimo priznanje kot donatorjem in podpornikom kulturno-umetniškega ustvarjanja. Prvo pletenico in nikakor ne plenico, mogoče bomo pa plenice za kakšno drugo priložnost podeljevali kdaj. Torej prvo pletenico za poseben dosežek v letu 2015 prejme Sekcija za oživljanje starih običajev Huda Jarem za projekt Izdelava peč na Slovenskem po muzejskih predlogah. Pletenico bo sprejela Marija Podves, predsednica sekcije. Mimogrede, tudi Agata Trojar je bila ena od vezil v projektu,
Lado Jakša pa je prispeval glasbo za dokumentarni film, no v predverju pa si lahko ogledate ob izhodu tudi razstavo njegovih fotografij. Projekt izdelava peč na Slovenskem po muzejskih predlogah je nastal na pobudo sekcije za oživljanje starih običajev Kulturno-umetniškega društva Jaram in njene predsednice Marije Podves, ki deluje v različnih društvih. In v folklornem društvu je bila pač ideja, da bi bilo lepo imeti peče, ker pa tam, kjer ženske plešejo, ne šivajo, sem pa glede na to, da imamo tlele kulturno dediščino, predlagala, kaj pa, če bi pri nas peče naredili. Osnovni cilj ustvarjalnih delavnic je bil ohraniti izročilo pokrivanja žensk s pokrivali, poleg tega pa udeleženke naučiti vezenja peč ter tehnike uporabe peče. Cilj je bil s tem projektom dosežen. Še več, sam projekt je dobil v končni obliki take razsežnosti, kakršnih si ni mogel nihče niti zamisliti. Med veziljami so se spletle čudovite prijateljske vezi. Delale so tako rekoč 9 mesecev, vsako soboto in nedeljo. Splete so se tudi vezi s Tržiškim muzejem in zavodom Bogenšperk. Iz ozko lokalnega dogodka je projekt prerastel v velik slovenski kulturni dogodek. Posnet je bil celo dokumentarni film o zgodovinskem prikazu vezenja in nošenja peč slovenskih žena. Zaključil pa se je z odprtjem razstave v rojstni hiši Jakoba Aljaža. Projekt s svojimi končnimi izdelki, ki so vključeni v to razstavo, ohranja in oživlja 100-letno izročilo, ter smiselno zaokroža in bogati celovito podobo zgodovinskega in etnografskega prikaza nastajanja, okraševanja in polaganja ženskih pokrival v Sloveniji od Valvazorjevega časa, to je od 16. stoletja dalje. Predstavljene so tudi te petelinčkove vezave peč, namreč ob koncu 19. stoletja se je razvila ta vezava prav na Slovenskem in s to petelinčkovo vezavo so ženske izkazovale to slovensko identiteto. Zaradi vsega navedenega je Občinska kulturna zveza Medvode odločila, da si sekcija za oživljanje starih običajev Kulturno-umetniškega društva Jaram zasluži pletenico za posebne dosežke na kulturno-umetniškem področju za leto 2015. Drugo pletenico za poseben dosežek v letu 2015 pa prejme Kut Smlednik za uprizoritev igre na prostem prisega o polnoči. Plaketo bo v imenu številnih sprejel Matevž Fabjančič. Kulturno-umetniško društvo Smlednik se je v preteklem letu lotilo drznega izziva – postaviti igro na prostem v svojem kraju. Želja, ki je dolgo leta zorela v mislih režiserja Nejca Smoleta, je 5. junija 2015 s premierno prizoritvijo besedila Manice Komonove z naslovom Prisega o polnoči postala realnost. Moja želja je pa bila pri tej predstavi celoten ansambel prepričati oziroma pripeljati do tega, da živimo to zgodbo Požarjeve domačije. Torej, da vsak večer, ko ljudje zapolnijo ta prostor, mi skočimo 100 let nazaj, dobrih 100 let nazaj, v Smlednik, kot je nekoč bil. 50-članska ekipa sodelujočih je štela skoraj 30-članski igralski ansambel, pevce lovskega pevskega zbora, smleške pritrkovalce ter druge sodelujoče, ki niso bili vidni iz prve vrste, so pa skrbeli za to, da se je ljudska igra v 4 dejanjih v naslednjih tednih izvedla še 10-krat. Za 2 meseca se je dvorišče domačije Marjaščevih v Smledniku, ki je ponudilo izjemno in edinstveno kuliso, spremenilo v teater na prostem.
Teater, ki zahteva, da se tudi šepeče dovolj na glas. Mogoče sem s to vlogo zdaj res malo odrasla v igralskem smislu, no. Tudi po odzivu publike. Postalo je prizorišče nekega drugega, že preteklega obdobja, tistega, ki je bilo nekoč na vasi. V središče smeha in vzdihljajev, predanosti in hrepenenja, ljubezni in tragike, se pravi praktično vsega, kar gledališče lahko ponudi, tako igralcu kot gledalcu. Meni je bilo ful dobro, no. Priporočam vsem, tako da če lahko pridem še enkrat. Tako disciplinirano, duhovito in igralsko zavzeto odigrano, da je bil to enkraten dogodek za vse, ki smo prisostvovali. Zaradi vsega navedenega je Občinska kulturna zveza Medvode odločila, da si Kulturno-umetniško društvo Smlednik zasluži pletenico za posebne dosežke na kulturno-umetniškem področju za leto 2015. Hvala lepa. Otom Pavlič je prav posebej za današnjo priložnost uglasbil eno od pesmi Agate Trojar. No, Sonja Huč pa bo Agatinim besedam dodala še svoj glas. Prisluhnimo. Svoj avtoportret na kuhinjska tla, kot moje oko. Zadržim korak, polna luna zareže. Svoj avtoportret na kuhinjska tla, kot mačje oko. Zadržim korak. Svetlobe, zvabi me, da zaplavam, da zdasim kot ocean. Tolmunom svetlobe, zvabi me, da zaplavam, da zdasim kot ocean. Dale ne stopim to lužo luči in ledne poči v čepinje. Dale ne stopim to lužo luči in ledne poči v čepinje. Vedno bolj sem lačna notranje mavrice in led ne poči v čepinje. Vedno bolj sem lačna notranje mavrice in led ne poči